Živja družba, spet sem jaz. Dobrodošli tukaj v kotičku Mehika, kjer govorimo o Mehiki, navadah, običajih, prehrani in še čem. Tokratna tema, kot ste že videli v naslovu, je čokolada. In ja, čokolada se je rodila v Mehiki oziroma izhaja iz Mehike. Tole, kar vidite, je čokolada, ki se imenuje... Es mi abuelita o nada más abuelita, Diego? Mi abuelita. Moja babica. In to se uporablja za pripravo, tukaj pravi sicer vroča čokolada, ampak nima teksture vroče čokolade, to je kakav. In sicer se tole ploščico da v vrelo mleko in potem se meša in meša in meša, dokler se zadeva ne raztopi. In to je klasika, resnično Mehičani obožujejo to vrsto čokolade. In mislim, da jih ponese v otroštvo in vsi radi to znamko pijejo. Čokolada se dobi grenko, polgrenko, sladko in belo. Čokolada je zelo pomembna sestavina dandanašnji za veliko izdelkov. In sicer se dobijo tablice čokolade, se dobijo, tukaj se reče čispa, se dobijo koščki čokolade, ki se jih potem lahko da v piškote, čokoladni piškoti, roladice s čokolado, torte čokoladne, čokoladni puding, potem namazi s čokolado, recimo Nutella, Eurokremi. Jaz sem že celo tudi čokoladno pico jedla. Tukaj v Mehiki se dobi pa tudi čokoladni mole. Vse se je začelo s čokoladnim napitkom, in sicer je bil takrat na bazi vode in se je imenoval božji napitek, ker je bil res samo za zelo posebne osebe. In beseda čokolada pa izhaja iz nahuatla, in sicer je čokolatl. Zelo pomembna sestavina, brez katere se seveda čokolade ne da narediti, je kakav. In sicer je to neka pasta z izvlečkom iz kakava, z lišči in z dišavo. Pa no, dandanašnji je tudi vključeno mleko, pa sladkor, v začetku pa ni bilo mleka in sladkorja. V Mehiki je bilo pred osvojitvo, pred osvojitvijo Špancev, je bilo veliko prvobitnih prebivalcev. Ena izmed skupin prvobitnih prebivalcev se imenuje Olmeka. No, in oni so poznali ta čokoladni napitek. Preostali del sveta ga je pa spoznal po osvojitvi Mehike, po osvojitvi Špancev Mehike. Hernán Cortés je bil prvi osvajalec, ki je poskusil ta izjemno slasten čokoladni napitek in ga je popeljal v Španijo, kjer so čez čas dodali vodo in še so dodali sladkor in še čez veliko več časa so pa dodali tudi mleko. V starih časih je kakav bil simbol bogastva, ker je imel višjo ceno, kot je imelo ceno zlato. A si morate predstavljati, da če je imel človek veliko čokolade, da je bil bolj bogat tisti, ki je imel veliko zlata. In različne legende, odvisno od tega pač katera skupina prvobitnih prebivalcev je bilo, so pripovedovale, da je bila čokolada božji dar. Kot sem že omenila prej, je Hernán Cortés prinesel čokolado v Španijo in to je bil res luksus, to je lahko samo najvišja aristokracija se je smela posladkati s čokolado, popiti te čokoladne napitke. Se pravi, da je bilo to res za izjemne priložnosti in odkrili so hitro, da je čokolada zelo hranljiva, ampak na srečo so bili takšni časi, da bolj so bili ljudje debeli, bolj se je smatrala, da so lepi, tako da jim tudi ta problem ni bil odveč. Čokolada iz Španije potem potovala tudi v Francijo, Italijo in Anglijo. Prva tovarna čokolade je bila pa v Švici leta 1819. Kakšne so prednosti, če nekdo uživa čokolado? Da ne bo pomote, čokolada mora biti grenka, ne sladke čokolade. Prva prednost, če človek uživa grenko čokolado, je, da je zelo hranljiva. Vsebuje tudi visoko število antioksidantov, ki, kot vemo, pomaga preprečiti bolezni raka. Izboljšuje krvni obtok in zmanjšuje krvni tlak.
Zmanjšuje tudi nevarnost srčno-žilnih obolenj. Deluje proti stresnemu hormonu kortizon. Spodbuja delovanje centralnega živčnega sistema. Spodbuja proizvodnjo serotonina, ki prinaša seveda veselje. Izboljša možganske funkcije. Mehika je pač pomembni proizvajalec čokolade. Dandanašnji v državi Tabasko proizvedejo 66% celotne proizvodnje v Mehiki, v Chiapasu 33%, preostali odstotek se pa proizvede v Veracruzu, Guerreru in Oaxaki. Danes je Mehika na 11. mestu po proizvodnji čokolade. Prva tovarna čokolade v Mehiki se je pa odprla v času porfiriata in takrat so delali pač čokoladne tablice in je prav tako kot v Španiji, je bilo to namenjeno samo aristokraciji. To je bil zelo luksuzni prehranski izdelek in je bil na razpolago samo aristokraciji. V mehiški revoluciji leta 1910 je pa tudi v Mehiki postal en izdelek, prehranski izdelek, dostopen vsem. Upam, da se vam je zdel prispevek zanimiv. Če še vedno niste član moje YouTube družine, se lahko nanj naročite in boste brezplačno obveščeni o vseh novih vsebinah. Upam, da zdaj vsakič, ko boste ugriznili v svoj najljubši čokoladni izdelek, se boste spomnili, da je ta izdelek, da v bistvu prihaja iz Mehike, kljub temu, da ga dandanašnji proizvaja dosti drugih držav. Prosim, da v komentarju, da si vzamete kakšno minutko časa in v komentar napišete, kateri je vaš najljubši čokoladni izdelek. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!